guys, evo mene, sem se pripeljala v BTC, moj telefon, torbica in to je to. Grem k Šivili, neke stvari sem dala skrajšati, zato ker skoraj vse svoje hlače krajšam, ker sem bolj majhna in da so mi bolj prav. Tako da gremo najprej za začetek to zdaj prevzeti. Pa gledam zunaj, koliko je lep sonček, oktober oziroma sredina oktobra in toplo, sploh ne rabiš bunde. Jaz se ne pritožujem, ker sem največji zmrzljivec, tako da mi tole več kot odgovarja. Dvoje sem prevzela, tokle gre pa ponavadi stran. Kar dobre 3, če ne 4 centimetre. Vse leti. Me je vprašala, če bom vrečka, pa hočem biti malo bolj ekološka zadnje čase in pa vse leti. Ne sprašujte me, kaj dela ta miza tukaj, sploh ni mišljena za ta kot, Rale prenavlja svoj studio in jo je sam začasno prinesel, ampak mislim, da gre že danes ali pa jutri ven in točno sem vedela, če bo tle, da bom začela sam kramo nalagati, čeprav ni krama, ne, to so moje nove stvari, moj šopaholični izplen, zdaj le malo probavam, imam na sebi tudi eno tako rjavo oblekco, ful mi je lepa, malo sneak peeka, tele bež škorne, gležnare sem si umislila, s petkoma mene podobne, ampak imajo debelo. Tole kombinacijo vam pokažem, ker mi je ful všeč, bež hlače. Pol je pa v bistvu tak pas, ki je korzet. Držim roko zadaj, ker je v bistvu dejanski korzet in moram zategniti. Pol tale torbica je tok cute, a mi verjameš, da nimam nobene bele in velikrat paše v kakšnemu stylingu. Pol neki bolj comfy, zelena jopčka. Pa še tudi na bež tele hlače, s tem, da bi jo po moje bolj nosila na kakšno krilce, da naredimo malo bolj stylish. Rale dela sklece. Pa tlele še ena škatla, ja, vem, imam težave, skratka, mokasinke. Pred leti jih ne bi nosila, sploh mi ne potegnejo, letos pa opažam, da je en velik trend teh mokasink in sem si ene umislila. Nisem še čisto ziher, kaj si mislim o njih. Dajte mi vi povedati, a so vam všeč, bi jih nosila. Moram s kakšnim stylingom skombinirati, pa mi bo mogoče pol bolj všeč ratal. Pa ene kavbojke, pol imamo tukaj, se s to kar sprot pozabim, ene bež hlače. Aha, to sem si tak bež set kompletek sestavila. Tole moram zdaj pregledati. Odstrišti nalepke, pobrati psta papir ven in dati na pranje. Evo, zakaj vse hlače krajšam, ker situacija zgleda takole, da dejansko jih pohojam. Še čiste zaden look, I promise, siv plašč, spodi pa tak udoben setek, všeč mi je, ker so rokavi taki mal na zvonc. In to je to. Moja sobotka, evo, takole se je začela, ful se mi je nabral enega perila, tako da sem najprej oprala črno, moram zdaj tole zložiti, pa v stroju je že barvasto, tako da veselo na delo. Pazi tole, specialiteto. Kaj da rečem? 700 gramov Lion Diet. Kaj imaš to, si mi prej rekel zorjeno? Ja, zorjena ribaj. Moški. Hey there, buddy. It's just me again. Came into my mind last night, so I'm just In to na koncu zgleda takole. Imam pa eno novo šminkico od Deborah Red Touch Comfort Matte Lipstick. Številka 30, tako da si jo zdaj prav želim stestirati. Kar se tiče šmink, sem še vedno izredno zahtevna, nič se ni spremenil in vsako šminko zelo kritično ocenim. Ful deluje prijetna na ustnicah. Ok, zaenkrat mi je všeč. Mati šminka je ful pomembna, kako se potem posuši, pa kako se obnaša. Zaenkrat mi je udobno. Sem šla pa čez oziroma obrobla s telim mekovim lip linerjem.
from me to you. In še vedno se ni spremenil, da je viola roza odtenek moj favorit. Kako vam je všeč? Mogoče bi dala malenkost lip glossa, kaj? Pricam! Drugače pa nov kamen, ste opazili. Zadnjič sem nekaj raziskovala, kar se kamenov tiče, oziroma ena zanimiva zgodba je. Že pred časom mi je en kamen podarila od Raleta babica in najprej ga sploh nisem tako registrirala, nisem nič vedela ozadje kamenov. No in ta kamen je mene nekako skozi spremljal. Kamorkoli sem šla, pa ga nisem nikoli zavestno vzela, sem ga dala ali v torbico, denarnico, vedno je bil nekje tukaj. Na eni točki sem ratala pozorna na ta kamen in šla brati oziroma googlat, kaj sploh pomeni, a ne? In mi je bilo všeč, sem ga začutila. Pa sem šla pa v eno trgovino, kjer prodajajo tele kristale in sem si sama zbrala, ker pa je tudi moraš kamen začutiti. In mi je Rale, evo ga, perfect timing, kupil tega let, tako da zdaj ga nosim. Rale prišel pa, a ti veš, da se jaz le šminkam? Tako to zgleda? Ne, tudi tako zgleda. Evo, jaz make-up, Rale pa meso. Probi, vzam si ta je bil. Ne, res ne. Dej. Kolega, lej. Ne bom. Pa še belo majčko vam pasi. Ne, hvala. Daj probi, no. Ne bi. Ne bom. Dela se lepo, pa bo pa sama potemurala Ja, ne bom. Ne bom. Dobar, tek. Hit pojej pa se obleč, pa greva pa v center. Ali pa VTC. Odločila sem se, da bom malo preuredila kotiček, kjer ga ste zdaj že videli in sva tukaj v trgovini. Malo gledam take stvari, predvsem bi rada nek topo vibe. Sem pa zdaj naletela na eno bolj zanimivo stvar. Če bi se kdaj zanimali, kako zraste ananas. Prav, da sam sebe podariš. Kar tebe bila spravljena. Za božič. Po sobotnem šopingu sva se usedla na kavico in jaz zdaj že kar nekaj časa pijem kavo z riževim mlekom, ampak ful redko naletim na dobro. In zdaj sem jaz prišla do ene končno zaključne misli, oziroma ugotovitve, da mi je najbolj všeč kava, ki ni v preveliki skodelici, ker to bolj pomeni, da je preveč vodena, ker je enostavno preveč mleka. Tako da, šalčka mora biti glih prav velika, mleko glih prav toplo, če je prevrelo tudi ni okej, pa lepa penca. Pa je pa Eva zadovoljna. Hey there, buddy. It's just me again. Came into my mind last Kaj to night. papkaš? Vzela sem si grški jogurt, pa si pa lahko zbereš 3 prelive in sem si vzela kokos, belo čokolado pa kokosne sadeže. Bolano, a? Spomne me, ko sem bila na Santoriniju, tam je itak tega grškega sladoleda v izobilju, praktično na vsakem koraku. In so ful ti šopi, tako kar na ulicah, kjer si lahko pač narediš podobno kot tle. Sicer je bil mogoče tisti še boljši, ker je bil res tista pravi grški, ampak tudi tole se je zlahko poslali. Hejla! Evo, midva se prišla iz trgovine in so nabavila kar nekaj novih stvari. Pustimo to, da si je Rale kupil za obleč. Rale gre res malokrat v shopping in ko gre en tak praznik, tako da je dobil kar konkretno stvari, ampak gremo v bolj pomembni stvari. Nabavila sem kar nekaj takih, ne, to je meso za hladilnik, nabavila sem kar nekaj takih dekorativnih stvari za urediti kotiček. Tako da sem mislila, da bi ga zdaj z mano okrasili, da konec koncev vidite tudi, kje se bomo družile od zdaj naprej. Je res, da moram tam, da sem si zamislila malo organizirati vse, printe dati mogoče v omaro, najbolj, da se kar lotimo celega procesa ustvarjanja. Takole izgleda tale moj delovni kotiček trenutno. Dejstvo je, da mi ni všeč, ker rad imam tako tazga ženskega tača. In to sem danes že nabavila, v glavi si približno zamislila, zdaj pa sam držim pesti, da ga bom dala na polico in na mizo, da bo funkcioniral. Tako da zdaj prvi del moram najprej vse sprazniti, prebrisati mizo, pa začnemo na novo.
pa tako, kaj sem vse nabavila. Tole čudovito vazo. V Primarku kar nekaj zadev. V bistvu sem imela vse že kupljen, pa sem šla pa v Primark in sem še tam pograbila nekaj stvari. Kar se pa meni zdi, da itek naredi tisto piko na i, so pa rastline. In po moje bom s tem tudi začela. Dala še te bunkice. In tem, ko ona to dela? Se tle nekaj drugega dvoja. Kaj bi dodala? Tile. Kar daj. Sam kama dol. Ovo bi tudi jelko postavila danes, pa zgodi. Lej, da ni pretročja, bo dobro to. Pa kaj sem, zdaj pa gre se malo pa da vidiš. Kaj mi je žal, da nisem dve te kupila. Se boš našla en iskati. Ja. Tako, kotiček je postavljen, ne vem še čist, a je to, ampak zaenkrat upam, da čim dlje ostane v takem stanju. Zdaj sem vam pa hotela še tole pokazati, kupila sva posteljnine. Prav zaželela sem si v zeleni barvi, ker imava celo spalnico bolj belo in zelena, ne vem, pomirja, barva narave oziroma pač, ja, narave. In ena mi je bila všeč, pa ni bilo številke najne, tako da sem vzela pol tole. Kako se vam zdi? A imam kakšno sliko, da vam pokažem? Evo, takole izgleda. Se bo lepa. Moram tole zdajle razpakirati v pranje. Konec oktobra pa vidim, da je že Palmanova okrašena. Skratka, haj, evo, nahajava se v Palmanovi. Odločila sva se, da greva na kakšno kavico, aperolček pa mal v shopping.